Dober večer vsem, ki ste se ravnokar priključili. Prisrčno vas pozdravljam na našem 191. Zoom srečanju. Mislim, dogajajo se stvari prelomne. Ivan Cankar je zapisal, narod si bo pisal sodbo sam. In če se ne bomo vzeli v roke in če ne bomo nekaj zase naredili, kdo pa bo naredil za nas? Dragi člani Društva Belis, dragi podporniki, drage državljanke, dragi državljani, dragi vsi, ki nas nocoj spremljate in ki ste prišli, dobrodošli tukaj vsi in dobrodošli na Zoomu. Vse vas lepo pozdravljam in kaj vam sporočam? Danes vam sporočam glavno stvar, če sledite medije, časopise, če kar berete novice ali pa če mobitel odprete, tablico, računalnik, želijo, da vas je strah na vsakem koraku. Virus tu, virus tam, bolnica tam, nekaj se zgodi tam, skozi je nekaj na različnih področjih. To pa zato, da bi jim vi dali vaš denar in če jim ga ne date, si ga vzamejo iz vašega računa. Zakaj? Ker imajo vaše podatke. Ker vejo, česa vas je strah. Ker vejo, kje podležete. In ker se ne uprete, ne upoštevajo ustave, jemljejo naše podatke, prirejajo zakone in resnico. Pa vam na koncu zdajle takole povem tega stavka. Ste vedeli, da strah prodaja? To je najboljši marketing. To je dobro znano načelo, da strah prodaja, kadar so ljudje prestrašeni. Takrat so pripravljeni dati vse. Zakaj? Samo, da bi se počutili bolje, pa bolj varne. In to je metoda, ki jo uporabljajo, veste kdo? Kriminalne vlade, mediji, farmacevtska industrija, proizvajalci cepiv in mnogi drugi. Vsi to vedo. Vsi uporabljajo ključ. Strah prodaja. Veste, tudi mi v društvu bi lahko uporabili strah. Pa bi si kaj izmislili. Lahko bi vam prodali grozo in bi dobili tukaj, veste kaj, veliko več podpore. Veliko več. To smo videli med pandemijo, ko se je na naša e-poštna sporočila prijavljalo na tisoče ljudi. In Društvo za srečno življenje se je razširilo ne samo po Sloveniji, po Evropi in tudi v svetovne države. V več različnih jezikih in imeli smo ogromen vpliv in prevzem, med drugim tudi naših idej. Naše ideje, posnetki, pisma, govori, ko vzamemo skupaj, suma sumarum, od leta 2020 do danes, je doseglo več milijonov ljudi. V Evropski uniji, Rusiji, Kitajski, Ameriki in še kje nas sledijo. Imeli smo in še vedno imamo zelo, zelo pomembno in včasih celo odločilno vlogo pri širjenju informacij in pri ozaveščanju ljudi v določenih okoliščinah, ko se nekaj zgodi. In moram vam reči, včasih je prav, da se ljudje prestrašijo. Zakaj? Ker jih to prebudi. Ampak je tudi prav, da strahu ne uporabljamo za marketinški trik. Tako, kot to počnejo države, kot sem prej omenil. Zato smo se odločili v društvu že od samega začetka, da strahu ne bomo prodajali, ampak da bomo dajali rešitve. In te rešitve tudi dajemo. Dajemo upanje, dajemo napotke. In to take napotke, ki bi jih moglo upoštevati sodišče, ki bi jih mogla upoštevati država, državne ustanove, vzgojne ustanove, kulturne ustanove, vsa državna uprava, pa jih ne. Mi dajemo namesto obupa vizijo. Sanje namesto depresije. Pokažemo vam, kaj bi se zgodilo, če bi se naredilo tako, kot je prav, za lepšo prihodnost. Za stvarnika, ki mu je mar za nas, za Kristusa, ki stoji za nami, nebesa, ki nas podpirajo. In to je pot iz teme v svetlobo, dragi moji. Pa koga to zanima? Nikogar to ne zanima. Kdo želi podpirati tako svetlo
sporočilo. Večina ljudi se zbudi šele, ko jih je strah. In zaradi tega je naše delo toliko težje, ko govoriš o ljubezni, ko govoriš o čudoviti viziji prihodnosti. Delo postane vedno težje. Vemo, da nas čakajo velike spremembe, to da brez vaše podpore pač ne moremo nadaljevati. Zato smo vam v društvu izjemno in izredno hvaležni za vse. Lahko bi izbrali lažjo pot in vas držali v stanju stalnega strahu, obupa ali pa morda celo depresije. Lahko bi neprestano razkrivali grozote zla. A veste kaj, to bi nam zagotavljalo veliko večjo podporo, ampak tega ne delamo, tega ne želimo storiti. Mi vidimo svetlo obzorje, ker vemo, da se bliža nov dan. Za nov dan tudi nekaj naredimo. Smo v akciji in če kdo sledi naše delo, vidite, da smo v nenehnem gibanju. Da naše poslanstvo je iz gibanja naredilo valove in upamo na cunami resnice. Vsi verjamemo v prihodnost, verjamemo v ljubezen in v pravičnost. V svet, kjer bo človeštvo osvobojeno. A to vam ne povzroča strahu, temveč prinaša olajšanje. Z vsakim pismom, ki ga oddam od tukaj, z vsakim pismom, ki ga naši člani pripravijo za druge člane, ki to že znajo narediti, je vsakemu človeku lažje in lajšje. Končno človek zadiha. In v takem trenutku se iz duše tema malo makne in pokaže se nova svetloba, novo upanje. A prav zaradi te spremembe, lejte, ljudje prenehajo potem darovati, ker jim nekdo tretji daje lažni občutek varnosti, dobro preoblečeno medijska poročila, vladne govore, obljube. Poglejte, zdaj je v Sloveniji stanje takšno, da se zdi, kot da je vse v redu. V resnici pa vsi vemo, kot posamezniki, kakšne težave imamo. Ampak eni ljudje znate to izkomunicirati, reči, prositi, povedati, se zavzeti zase, se postaviti zase, vas ni strah. Nekateri pa rečejo, dam rajši 20 evrov samo, da imam mir. Vsi dobimo občutek, eni in drugi, neke navidezne varnosti. Tisti, ki tako plača, se reče, zdaj sem pa varen, in tisti, ki se bori, reče, fino, zdaj sem pa nekaj zase naredil, pa dobrega za družbo. Si misli, nevarnosti ni več občutka, da je treba podpreti nekoga, ki je prodrl v skrivnosti besedne magije. A veste, nas držijo v besedni magiji, kot boste nocoj videli, ko bomo čez cel proces šli. To obljublja vse dobro, ampak za prvim vogalom te sreča pogrom, ki ga niti ne pričakuješ. Zakaj? Zato, ker imajo naše podatke in vejo, kdaj in kje in s čem si ranljiv. Zato vas prosim, ne prenehajte verjeti v nas in v naše delo in v naše skupno poslanstvo. Ne ustavimo se zdaj, ko je navidezno največja nevarnost mimo. Ni res, največja nevarnost še le prihaja. Veste? Zato vam pravim, hvala, ker stojimo skupaj. Močneje kot kadarkoli prej, da uresničimo ta neverjetni svet, svet brez strahu, svet brez bolezni, svet brez terorja, kjer smo vsi, bom rekel, na nek način povezani, srečni, izpolnjeni. Nekdo mi bo rekel, da sem prevelik optimist. In ali je to sploh mogoče? Seveda je mogoče. Zakaj? Zato, ker je to naše poslanstvo. Z vašo podporo smo že in še lahko dosežemo prav nemogoče stvari. In pred kratkim smo dosegli čisto dno. Skoraj vsa podpora je izginila, ker smo preveč govorili o ljubezni, o dobrem, o božji resnici, o stvarniku, o dobrih stvarih, o rešitvah,
o tem, da Bog skrbi za nas, ja, potem pa naj Bog skrbi za nas, da nas ljubi, da nam kaže pot. In iz te svetlobe so nekateri donatorji odšli, ker niso razumeli sporočila, da je treba svetlobo podpreti in ne zla. S tem so nam dali vedeti nekateri, ne govorite o Bogu, ker mi Boga sovražimo. Ampak, veste, tukaj smo in mi ne moremo molčati. Vemo, kdo so naši nasprotniki. Vemo, da služijo silam teme, silam prevare, silam goljofije in v lažnih obljubah tega sodobnega tehnološkega in digitalnega napredka. Vse nas želijo spraviti v nekega digitalnega avatarja. Vedno več dobivam nekih sporočil, aha, naredi si digitalnega avatarja, svojega drugega jaz v računalniku, ki bo tebe predstavljal. Pozabite ljudje na to. Jaz sem tukaj v svoji podobi in samo jaz kot stvarnik ne bom zanikal svoje podobe, svojega mesa, svojih kosti, svoje oblike, svoje podobe. Sem čudovit in ti si čudovita in ti si čudovit. Vse nas želijo spraviti v digitalnega avatarja. Pa je, da je tam vse super, pa je, da so tam je vse popolno, zunaj pa svet propada. Ljudje so pozabili, da je zunaj še kdo, da je zunaj komunikacija, da so stvari, da je treba stvari narediti. Kajti tam notri je vse perfektno, je vse rajsko, a v realnem svetu je zaradi prodajanja te fikcije, glejte, postalo vse zanemarjeno. Od zakonodaje. Vse je ostalo pustošeno, pusto in prazno. In če gledate kak film, znanstveno fantastičen, kaj pokažejo? Najprej pokažejo zanemarjeno zunanjost, potem pokažejo neke kontejnerje, kamor gre človek, si natakne očala, slušalke, zaslone in potem je on v čudovitem virtualnem svetu. In to reklamirajo zdaj že 20 let v filmih. In ljudem pride to v podzavest. Zunanjost ni pomembna, zunanjost ni važna in ljudje se zgubljajo, bom rekel, v možganih. V laži, v manipulaciji. Ja, mi tukaj pa govorimo o realnem življenju, o pravih dogodkih, o resnici, o dobroti, zdravljenju, upanju in če želite tudi o odrešitvi tega. Zakaj bi torej ne smeli govoriti o zlu in zakaj se za zelo hitro pridobijo, bom rekel, podpore, ne pa tudi za dobro? Zakaj bi bilo sprejemljivo govoriti o Satanovi vladavini, ne pa o kraljestvu Božje svetlobe, o radosti, poštenju, veselju, pravici, resnici? Kot sem že omenil, bi bili zaradi tega že čisto na robu in s tem, ko ste nas slišali, ko smo vam povedali, kaj se dogaja, ste stopili ob stran. Hvala vam, da vi, dragi člani, vi podporniki ste omogočili, da danes še vedno stojimo tukaj pred vami in delujemo in upamo in delamo. In to nam omogoča, da nadaljujemo delo po samem, bom rekel, ključne vsebine, ki se dotikajo določenega trenutka. Pripravljamo dokumentacijo, spodbujamo k boljši zakonodaji, da obnovimo stik s slovenskim in evropskim občinstvom in seveda podpiramo tudi politike, ki imajo besedo in moč, etiko in moralo spremeniti prihodnost v boljše. V Evropi ali pa v Sloveniji. Ampak v Sloveniji se težje najde kot v Evropi politik. Zato vam pravim, ne odhajajte sedaj, ko je na videz vse mirno, vse lepo, vse polno lepih besed, s praznimi obljubami države, da je vse v redu. Sprašujem se ta teden, zakaj so v državnem zboru zdajle dali na program, da bodo kupovali tanke, 8-kolesnike. In to ne kakršnekoli, preko 100. Za nas ali za sovražnika? In kdo je zdaj njihov sovražnik? Zakaj se še vedno niso rešili pandemične prevare? Zakaj še vedno nihče ne odgovarja za kazni, se sprašujem? Zakaj sodišča obsojajo posameznike? Vas sprašujem še za nazaj, ko je bilo vse nezakonito.
Zakaj sodišča obsojajo ljudi, ki so si upali povedati resnico? In nagrajujejo še vedno tiste, ki so delali laž, grozo in sejali bolezen in nas tepli s pendrikom. Kaj nam državna uprava s takim dejanjem sporoča? To, nič drugega kot to, da nadaljujejo pohod, vendar ne več z javnimi objavami v medijih, temveč uničujejo posamezna življenja, posameznika, ljudi v tišini. Brez javnosti. In človek kot sam, če nismo tako združeni, postane nemočen. Zato imamo v družbi občutek, da je vse lepo, da je vse prav, pa kaj se ti beli si grejo, saj je vse super. Ni. Še zdaleč ni vse v redu. Sporočam vam, da v društvu prejemamo klice na pomoč, klice iz obupa in še teh je v primerjavi, kar se v Sloveniji dogaja, za nas ogromno, ampak v resnici samo nekaj. Samo tisti, ki nas poznajo, pokličejo, pa ki vejo, da lahko nekaj storimo. Vprašanje, ki se odpira tukaj, pa je v resnici, koliko ljudi v resnici sploh ne upa povedati, kaj se mu dogaja. Vprašati, kaj šele na glas oznaniti, kaj se dogaja z družino in z njim. Zato, dragi člani, dragi podporniki, prijatelji in vsi, ostanite z nami, kajti mi smo z vami. Posebej sedaj, ko stopamo na novo pot reorganizacije, na pot novih spoznanj, na pot novih človeških vezi, kajti le skupaj lahko ustvarimo svet. Svet, v katerem ni več prostora za strah, svet, v katerem bo ljubezen, resnica, svoboda odgnala strah in predrla v roke strahu, teme in groženj. Mi smo ta hip v društvu skupaj z vami na pragu nečesa velikega, zares velikega. Marsikdo od vas tega ne razume, je preveč obsežno, je preveč globoko, je preširoko, vendar se ožje v tej digitalni dobi, ko se je vse tako razbohotilo na večplastno življenje, ne da narediti krajše. Zato vas spodbujam, zaupajte v nas, ne ustavimo se zdaj in verjemite ali ne, samo z vašo podporo je vse mogoče. Torej, hvala za vaš čas,